Evropsko prvenstvo v futsalu ni samo velik športni, medijski in družabni dogodek, ampak tudi priložnost za še večjo afirmacijo tega športa. Predvsem med mladimi, ki so na športnem razpotju in jih lahko prav takšni dogodki, ko bodo v živo videli največje mojstre, prepričajo, da se futsal resneje zapišejo. Ena izmed aktivnosti, ki peljejo v to smer, je tudi projekt Grassroots oziroma Nogomet za vse, s katerim Nogometna zveza Slovenije promovira futsal in Evropsko prvenstvo tudi na srednješolskih tekmovanjih. Najboljše gorenjske ekipe so se na finalnem turnirju pomirile v Radovljici. Ja, lahko rečem, da je mali nogomet ali dvoranski eden bolj priljubljenih športov na srednji šoli. Srednješolske ekipe v glavnem sestavljajo nogometaši in nogometašice, ki so se že odločili za ta šport. Temu primerna sta tudi pristop in nenazadnje kvaliteta igre na odločilnih tekmah. Ekipe sestavljajo igralci tako velikega nogometa kot malo nogometnih klubov, ker so pač združeni in šole poberajo seveda svoje najboljše. Dvoboji med šolami prinašajo tudi tekmovalni naboj. Turniri seveda niso samo popestritev zimskih mesecev, priprava nanje je tudi priložnost za vzdrževanje forme. Imeli smo zdaj, mislim, da 1-2 meseca pred tem smo imeli vsak torek treninge, pač tukaj v šoli. Tukaj je bistvo vsega, da pridobiš čim prej številčno premoč, 4-2, 2-1 in to znati taktično odigrati. Futsal pa zahteva nekatere posebne veščine in spretnosti pri obvladovanju žoge in prostora. Ampak je pa sigurno ena zelo dobra osnova, je parket, je v dvorani, kjer je tehnično sigurno lahko dosti bolj izpileš, kar ti ogromno pomaga na velikem nogometu. Nobenega dvoma ni, da ena od prvin, ki je poseben izziv za vse nogometaše, tako na travniku kot na parketu, preigravanje. Najboljši pa vzorniki vsem, ki želijo po njihovi poti. Tudi Neymar, na primer, je zelo dober v driblanju in to je tudi posledica tega, da je igral v Braziliji, tam tisti, ki imajo favele. Tlej je malo hitrejša igra, kot pri velikem nogometu, tako da tlej moraš še malo bolj obvladati žogo, pa tudi drugačna žoga je in taktika mora biti bolj, da se podajaš. Tisto mi je zelo zanimiv šport, je ekipa in šport, tudi ljudi med sabo povezuje, nova prijateljstva sklepamo. Tako sprostitev, veselja, lepo je, ko gremo igrati. Tisti, ki čez cel let igrajo noter futsal, je definitivno futbol obvladajo. Gre čisto drugače zunaj igrati, ker tam je veliko igrišče in igraš na enem mestu, tukaj pač pa moraš se gibati, menjavati mesta in posod igrati. Marsikaj od tega na najvišjem nivoju bodo seveda ponudili nogometaši reprezentance elitne evropske 12-terice. Zdaj bo imel pa priložnost vse te mojstre, da rečemo, videti v živo v Stožicah, tako da jaz upam, da čim več fantov gledali tekmo in se pa tudi odločili za nogomet. Tisti, ki bodo izbrali futsal, ga bodo zagotovo tudi zaradi Portugalca Ricardinha, ki je za ta šport to, kar so Ronaldo, Messi in Neymar za velik nogomet. Odličen igralec, dobra tehnika, zelo se dobro znajde na majhnem prostoru, kot je ta parket oziroma dvorana, vse pozitivno. Tako kot so pozitivne tudi akcije, s katerimi Nogometna zveza Slovenije napoveduje največji letošnji športni dogodek pri nas. Predvsem pa si želimo, da seveda bojo klubi imeli dovolj veliko število igralcev, s katerimi bodo lahko potem delali in jih razvijali kot igralce futsala. Ki so tokrat iz rok ambasadorja Evropskega prvenstva Milenka Ačimoviča prijeli priznanja na regijskem tekmovanju. Jutri bodo morda šli po njegovi poti oziroma stopili na enega naslednjih odrov Evropskega prvenstva. Letošnje v Stožicah je v vseh pogledih izjemna tovrstna naložba.